ponedeljek sem bil na tej zadevi. In sem prišel ven bolj zmeden, kot sem šel not. Ampak gremo kar čez članek, da vidimo, kaj se je dogajalo na okrogli mizi. Moškost je relacijski pojem, kar pomeni, da vedno nastaja v odnosu do ženskosti, pa tudi v odnosu do drugih moškosti. Moškosti, množina, ker jih je več. Mislim, da je to poanta, da oni ločujejo tvoj fiziološki spol, oziroma če imaš lulka ali lulico, za tiste, ki so odraščali na vasi, in tvojo spolno vlogo, ki pa je to, če počneš v življenju stvari, ki so bolj tipično moške ali ženske. Ne poznamo namreč samo ene moškosti in samo ene ženskosti. Prav tako bi si bilo v smislu človeške vrste nesmiselno deliti na dve podvrsti. Tako so pogovor o moškostih, pri katerem je bila izhodišče knjiga avstralske sociologinje Raewyn Connell, včeraj začeli udeleženca in udeleženki okrogle mize. Čakaj, če se je nesmiselno deliti, potem zakaj so udeleženca in udeleženki? In ni nesmiselno ljudi deliti na dve skupine. Moški in ženske smo različni, drugače ne bi bilo smiselno govoriti o homoseksualcih in heteroseksualcih. Bi bili vsi seksualci in konec. Froci so tudi ista vrsta kot vsi ostali, pa bi verjetno cela soba skočila v zrak, če bi jaz rekel, da je vseeno, če seksaš z 21-letnico ali pa 12-letnico. To je to, kar pravim, zmedete, kaj bi radi povedali. Luka Volk je skupaj z Evo Matjašič iz programskega odbora Čajank z Roso ter profesorjema Milico Antić-Gaber in Rajkom Muršičem razpravljal o temi, s katero se po mnenju prisotnih ukvarja premalo znanstvenikov in znanstvenic. Kot je poudarila Milica Antić-Gaber, se je tudi sama začela s tem ukvarjati zato, ker se njeni kolegi niso želeli. Zato upa, da se bo v prihodnosti lotil kdo od njenih študentov ali študentk. Prav tako ta tema še ni prišla v ospredje raziskovanja. Kot primer je navedla projekt o zgodovini moškosti na Slovenskem, za katerega jim pri ARRS ni uspelo pridobiti sredstev. Kakšna tema, resno? Kaj bi ta ženska rada, da se financira tukaj? Če bi bile razlike med spoloma naravne, nam jih ne bi bilo treba poudarjati. Tako moškost kot ženskost uprizarjamo, pri čemer je o tem, da nam je nekaj prirojeno, nekaj pa prizgojeno, težko, če ne celo nesmiselno govoriti. Kot je poudaril antropolog Rajko Muršič, nam namreč še pri posluhu ni uspelo ugotoviti, do katere mere je prirojen in do katere mere naučen. Zato tudi pri spolu težko govorimo, katere so naravne poteze in katere družbene. Tukaj bi moglo avtorici tega članka nekaj zazvoniti v glavi. Gospod Muršič je lepo povedal, da ne moramo vedeti, če so razlike med spoli biološke ali kulturno pogojene, ampak avtorica nima nobene težave, da reče, da jih poudarjamo in da torej niso prirojene. To je popoln nesmisel. Ne samo, da ne vemo, če je karkoli poudarjeno ali ne, ampak če obstajajo neke biološke razlike med spoli, je popolnoma smiselno, da se to, kako se obnašamo, temu prilagodi. Če recimo vemo, da so moški povprečno bistveno močnejši od žensk, je povsem logično, da bojo za dela na gradbiščih iskali ljudi na mestih, kjer se moški zbirajo. Univerzalne moškosti ni. O univerzalnosti lahko govorimo, ker smo pripadniki iste vrste. Ne moremo pa se ločevati na dve podvrsti glede na spol. To ni smiselno in je celo v nasprotju s podatki o naši genetiki, je povedal Muršič, ki je dodal, da neenakost med domnevnima spoloma ni naravna. Prav zato pa jo moramo vzdrževati, saj če bi bila naravna, to ne bi bilo potrebno. Univerzalni moški ne more obstajati. To, da prepoznavamo razlike med spoloma, pa je ukoreninjeno v našem simboljenju. To dejansko ni res. Muršič je, če se vrnemo nazaj, zelo lepo povedal, da ne moremo vedeti, koliko našega obnašanja je pogojenega biološko in koliko družbeno. In če bi bil čisto iskren, bi rekel, da ne moremo vedeti, koliko obnašanja je biološko pogojenega, ampak da definitivno vemo, da ga je vsaj nekaj. Ker to vemo. Otroci različnih spolov se 24 ur po rojstvu obnašajo drugače. Deklice več časa vzdržujejo stik z očmi, medtem ko se dečki namenijo več časa zadevam, ki se premikajo. Bom dodal povezavo na vir, kjer lahko o tem izveste več v opis. Hegemona moškost kot kulturni ideal. Ko govorimo o moškostih, moramo izpostaviti hegemono moškost, torej moškost, ki prinaša največ vpliva in je tudi sprejeta kot najbolj legitimna. Nosilci te moškosti niso nujno nosilci moči, niti ni nujno, da gre za dejanske osebe. To so lahko filmski junaki, literarni liki, ki pa se morajo jemati s kulturnimi ideali moškosti, je povedala Milica Antić-Gaber. Glavni znak hegemonije je prisvajanje moči in avtoritete prek simbolnega nasilja. Za hegemone moškosti pa je značilno tudi to, da jim pritrjujejo oziroma jih podpirajo tudi tisti, ki ne dosegajo standardov takšne moškosti, imajo pa od takega reda koristi. Simbolnega nasilja? Kaj točno je simbolno nasilje? In kakšen korist imajo eni moški pri tem, da vzpostavljajo druge moške kot boljše od sebe? Tega nikoli ne razložijo.
Verjetno, ker je tako smiselno, kot če bi vsi, ki delajo kebab, začeli reklamirati McDonald's en dan. Pa na splošno zgleda, kot da rabijo uspešni, bogati moški ful pomoči s strani drugih moških, da bi se ženske repli na njih, res, ja? Podrejene moškosti so tiste moškosti, ki ne sprejemajo tovrstnih standardov in se tako približujejo ženskostim. Posledično so v družbi nižje vrednotene. Najbolj podrejena moškost je homoseksualna moškost, ki se ji pripisuje največ ženskih lastnosti, medtem ko o marginalizaciji moškosti govorimo takrat, ko ne gre samo za položaj znotraj spola, temveč za raso in razred. Ne bi potem morala biti lezbična ženskost nadrejena ostalim ženskostim, ker se ji pripisuje največ moških lastnosti? Logika spet ne štima najbolj, ne? Glejte, folk je pač hudohmaši in ne mara gejev, to je to. Ni stvar, kdo je bolj moški ali karkoli, je stvar večinskega ustaljenega prepričanja. Res gleda, kot da se trudijo ene reči narobe razumeti. Spol je zgolj označevalec in ne bistvo posameznika ali posameznice. Kot opozarja Muršič, norma heteroseksualnosti ni nič bolj problematična od ideologije, da obstajata zgolj dva spola. Primarna razdelitev na dva spola sicer odgovarja na vprašanje reprodukcije družbe, a gre zgolj za označevalec, ne pa tudi esenco, bistvo človeka. Pri rojevanju in poročanju je spol ključen, sicer pa ne. Ja, ampak rojevanje in poročanje je precej fucking ključna stvar, ne? Sej čisto noben na svetu ne pravi, da se morajo vsi moški obnašati enako in vse ženske enako, izven Severne Koreje. Sploh ne razumem, kaj bi ti ljudje radi povedali. Ideologija heteronormativnosti prinaša ureditev, ki upošteva očetovo linijo dedovanja. Simbolni nosilci moči so moški, ti pa delujejo predvsem v klubih s politično, vojaško in ekonomsko močjo. Posledično so heteronormativne družbe bolj uspešne, se lahko bogastvo akumulirajo s pomočjo sile, medtem ko so egalitarne družbe bolj krhke, akumulacija bogastva pa se ne dogaja. Da bi lahko govorili o vsaj malo znosni družbi, pa potrebujemo participacijo vseh. Sploh ne razumem te logike. Zakaj so egalitarne družbe bolj krhke točno? Ker so ženske slabše vojakinje ali slabše ekonomistke? In tudi ta akumulacija s pomočjo sile. To je ta ideja, da je Zahod bogat, ker izkorišča ostali svet. Nič nima veze to, da smo na Zahodu ustvarili pogoje, ki so omogočili industrializacijo prej od drugih držav, prav zato, ker smo se naučili reševati medsebojne konflikte bolj miroljubno kot drugi deli sveta. Ne, smo imperialistične pizde, ki zatirajo cel svet. Ja, tudi Švica, ne vem kako, okej, pač nekako zatirajo svet s svojim sirom in urami. Moškost se pluralizira, zato je v krizi zgolj ena od moškosti. Tudi Milica Antić Gaber se strinja, da pri enakopravnosti ne gre za to, da bi se moški morali čemu odreči, da bi ženske lahko pridobile, temveč gre pogosto za win-win situacije, v katerih pridobimo vsi. Feminizem se je vedno povezoval z drugimi marginaliziranimi identitetnimi skupinami, zato ni čudno, da so se prva vprašanja o očetovstvu vzpostavila prav med moškimi delavskega razreda. Prav očetovstvo je najbolj plodna tema, ob kateri se lahko pogovarjamo o različnih moškostih, medtem ko politične moškosti in nasilna moškost ostajajo nedotakljive teme. Ja, res, folk ki omeni, da hoče kvote v parlamentu ali da so moški nasilni, gre direkt v zapor. To je jasno tabu tema. Nekako mi deluje, kot da je gospa prepričana, da moški in ženske nismo enakopravni, ampak da so moški na boljšem. To je tudi nekaj, kar se je govorilo cel večer, kako so moški privilegirani napram ženskam, ni pa nihče utemeljil te trditve. Kljub vsemu Milica Antić Gaber ugotavlja, da se moškost tudi pri nas pluralizira, da se lepo uveljavljajo nove moškosti, zato govoriti o tem, da je moškost v krizi, ni smiselno. V krizi je samo ena moškost, čeprav se kriza posplošuje na vse. In katera moškost je v krizi? So bogati, uspešni moški v krizi, ker mi ne zgledajo. Niti malo mi ne deluje, kot da se bogati, uspešni moški pritožujejo, kako jih nobena noče pogledati, medtem ko so amaterski turnirji šaha že skoraj orgije. Ženske še vedno palijo na uspešne moške, vedno so, vedno bojo in nihče jih v to ne sili. Cela zadeva je bila več ali manj nerazumljiva in na trenutke povsem nesmiselna. Sem po naravi radoveden človek in me zanima razumeti nove koncepte, ampak se bojim, da tukaj ni odkrit nič razen kupa nejasnosti in nesmislov s koreninami nekje v marksizmu. Tako da to je to zaenkrat, grem hegemonizirati en sendvič ali nekaj.